Roke ven, lezi na tla, takoj lezi na tla. Ustavi avto ob strani. Ne premikaj se, pokaži mi roko. Soviets! Soviet! Ači! Argenstar! V redu, trenutno imamo enote, ki so poskušale ustaviti to vozilo zaradi neuporabe smernika. Vozilo na to pobegnilo z veliko hitrostjo, zato se zdaj pridružujemo zasledovanju. Poglej, če ga lahko dohitiš. Hej, gradbeni delavec je pokazal levo, kot da je šel proti Sunsetu. Deset 50 tukaj, imam ga, tukaj, pri Sunset Drop. Šel je po ulici, tam je bilo. Ja! Tam zunaj. Nazaj, na kratko. V redu, imamo vizualni stik. Teče med temi hišami. Mark Grey Troop, Rumble Nike. Torej, spet smo ga opazili. Poskušamo se premakniti tja, kjer so ga pravkar videli pobegniti. No, če bi se ustavil, bi povedali so ti. Ja, veš, če se ustaviš, iskreno. Put on, checks off. Vedela bi, če bi se ustavila. Vedela bi, če bi se on ustavil. Nisem. Ja. Hej, ti si mi povedal. Konc. Samo da veste, ljudje, Miranda, rekla si, da je pobegnil. To je bilo neumno, kaj ne? Si v tem užival? Res ti je všeč tvegati življenje nedolžne osebe, samo da pobegneš, ker nimaš vozniškega dovoljenja? Čevno je trčil v drugo vozilo, nato pa zapeljal na rob ceste, preden je pobegnil peš. Na srečo sem v redu. Družinski tovornjak je poškodovan. Upam, da ga bojo lahko popravili, ampak upam tudi, da so ostali fantje v redu. Uspeli smo najti vrečko marihuane. Tako smo ga lahko obtožili zaradi posedovanja marihuane, poleg tega pa še zaradi vožnje kljub začasnemu odvzemu vozniškega dovoljenja. Soočen bo s temi obtožbami. Vozilo bomo dali odpeljati, njega pa bodo prepeljali na postajo. Ker tam poskuša vozilo ustaviti. Kinološki specialist Johnov son Shaughnessy. Ne vem, to je 210 Zero, ki gre mimo v smeri proti mestu. Modri Camaro gre mimo Freshman County, prav zdaj. Trenutno smo pri razcepu. Mislim, da se ustavlja ob cesti. Ustavi avto ob cesti. Smo na cesti Fontaine, spenjamo se, kmalu bomo prečkali 277. Vem, da to čaka.
510 vrvi, to je 277. Približujem se cesti Rumble Lake Drive. Grem tja. Ravno zdaj na ranči. Fontaine proti Faro. Fontaine je čez Pariz. Človek, ta tip je res kreten. Ne strizimo po ulici. Seveda, ja. Fontaine. Levo je prosto. Hitrost je okoli 80. Fontaine se približuje zarezi. Dajmo ljudje. Hvala. Pravkar si me nategnil. V redu, tudi mi gremo mimo centrale proti izhodu. Skušamo nadaljevati s šestico tukaj spodaj. Ja, še vedno je tam, tako da. Razpedamo čez. Prihajamo na Bella Vista Drive. Hitrost moč na rdeči črti. Poglejmo, če ga vidimo tukaj. Mislim, da je tam zgore brez luči, verjamem. Ja, prihajamo do Clone Collegea. Je to on? V redu, to je glavni namestnik Sloan Simpson. Pripravlja bodičaste trakove, da bi poskušal ustaviti to vozilo. Prekletstvo. Kakšen avto je bil to, Ocean? Camaro z dirkalnimi črtami. Zavijal je levo ali desno pri strehi. Ne, pred streho. Sem nekako takoj za prvim križiščem levo ali desno po glavni stavbi. Ja. Ja, nategnili so nas pri tisti razcepu na cesti. Kakšne barve? Modra, z nekakšnimi dirkalnimi črtami. Ne vem, ali so črte črne ali sive, ampak imela bo tudi strešno okno. To je tako lasasto. To je tako nadležno. No, kakokoli. Moraš na križiščih preveriti, ali je prosto. Ljudje včasih nočejo ustaviti, ko vidijo modre luči. No, tudi Camaro ne. Ampak, ko se približaš križišču, nihče pravzaprav ne gleda. Torej, moramo biti previdni. Nažalost pa hudodelcu ni treba biti previden. Poiskali ga bomo. Ima opazen avto. Postavili bomo zasedo. Vendar pa voz res čuden. V redu, zdaj se bo iskanje tistega Camara nadaljevalo v okrožju Richland. Moral bom iti nazaj in pogledati svojo kamero. Vozil je precej noro. Poglejmo si nekaj novosti iz sinočnje oddaje. Začnimo v okrožju Richland v Južni Karolini. Policijski kinolog John O'Shaughnessy je prejel klic o tistem bežečem Camaru. Pridružil se je zasledovanju in prevzel vodilno vozilo. Na neki točki sta bila patruljni avto namestnika in Camaro zelo blizu.
Medtem ko se je vse to dogajalo, je glavni namestnik Sloan Simpson čakal naprej s cestnimi bodicami, pripravljen, da Camaro pripelje mimo njega. Več vas je na spletu mislilo, da bi to lahko bil Camaro. Izkazalo se je, da ni bil. Pravzaprav, kolikor vedo, avto nikoli ni prišel do njega. Medtem je namestnik še naprej zasledoval vozilo, vendar ne dolgo. Izgubil je izpred oči Camaro na hribu, kjer se je cesta razcepila in avto je izginil. Tukaj je posodobitev med zasledovanjem. Namestniki so zelo jasno videli registrsko tablico. Zdaj aktivno iščejo lastnika tega vozila. Oddelek bo iskal tisti Camaro. Imamo posameznika, ki je poklical 911. Padelje, tukaj je v travi. Mislim, da kliče na pomoč. Grem ga preveriti. Da vidim, če je v redu. Te kaj boli? Te kaj boli? Te boli? Ja. Kje te boli? Tukaj. Ne, kje te boli? Kje na telesu čutiš bolečino? Koliko? Imaš to na novo? Je to sveža poškodba? Ja. V redu, si to že prej poškodoval? Ja, rekel sem operacijo kolka. Si imel operacijo kolka? Ja. Ja. Katera ladja je to? Obrnil te bom na hrbet. Je v redu? Ja. V redu, obrnili te bomo. Si v redu? V redu? Prav. Je vse v redu? Vidim, da te boli. Nisi vsega tega spil nocoj, kaj ne? Ne. Reševalci so na poti, da ti pomagajo. Oh, ja. Samo leži tam, dokler ne pridejo. Dej si odejo pod glavo. Počakaj tam, dokler ne pridejo. Kako si v resnici človek? Pravkar si poklical številko 911. Očitno potrebuješ pomoč. Ne pretvarjaj se. Oprosti, kaj? Danes imaš rojstni dan. Vse najboljše. Koliko si star? Koliko si star? Videti si, kot da si v svojih 30-ih. Rekel sem, da izgledaš, kot da si v svojih 30-ih. Koliko si star? Stara si 47. Star sem bil 20. Si malo opit. Vidim, da si. Vidim, da si malo opit. Nisem bil. Ja, v redu si. Spomnim se te. Tens ima rojstni dan. Jaz sem možil. Prekleto. Koliko let pa imaš? Gospod Daryl, Oh, v redu. kje ga boli? Dezni kolk. Wow. Dotakni se ga, pokaži mi, kje te boli. Ne, reci zdaj, da ne boli. Dotakni se tam, kjer boli. Ne dražim. Hej, zdaj se počuti bolje. Ja, imela je čarobne roke. Daj, usedi se. Ne. Daj no, kaj narobe? Daj no, niti treba vstati. Sedi na red. Ne bom ti dala masaže, sedi po konc. Ne. Me. Pustil ga bom. Pustim ga pri miru. Rekel je, da ga boli desni kolk. Karolina ima čarobno roko, zato ga zdaj spravlja v boljše počutje. Rekel je, da ga boli kolk, zato nas je poklical. Ko smo prišli sem, je rekel, da nas ne potrebuje, medtem ko kličemo reševalce. Ampak ima bolečine. Tako da ga bojo pregledali, da se prepričajo, da je vse v redu. Ni več tvoj rojstni dan. Ne moreš praznovati od septembra do januarja in mi vzeti rojstnega dne. Opa! V redu, odpravili se bomo na kraj nesreče, kjer je ujet moški in je šlo za pobeg s kraja nesreče. Drugi voznik je pobegnil s kraja nesreče. Torej bomo preverili, če lahko pomagamo. V redu. Katero točko nam bo določena strežniku? Morali so leteti. Šel je tja, ampak to je bilo... Tam, kjer je bila pištola. Videl ga je, ko je izstopil. Videl sem ga teč in sem ga dobil. Moj opis je ustrezal temu tipu. Ni mogel odpreti vhodnih vrat. Tekel je naokoli, ga videl, ko je stekel ven. Imamo potnika, ki je trenutno na begu in je pobegnil z vozila, ko se je zgodila nesreča. Torej bomo preverili, kaj se dogaja.
Moji otroci so rekli, da so psi čisto ponoreli. Ja? In če že kaj tečejo naravnost od. In vse to je tam zadaj, tik ob tem, tako da bi lahko ležal tam noter. Ali kdorkoli že je, bi lahko ležal noter. Povedal ti, kje otrok živi. Si ga videl? Zagotavljam ti, da je tukaj. Ne gremo v pravo smer. Ja. Poskušamo izslediti potnika samo zato, da preverimo, ali je v redu. Mislijo, da vedo, kdo je. Nesreča je bila precej huda za to. Hej, Nancy je spostavila stik. Na tla zdaj. Policijski pes te bo ugriznil. Drži roke na vidnem. Na tla. Zdaj na tla. Popolnoma na trebuh. Roke go. Ne premikaj se. Ne, drži me. Imam te, jaz tebe. Poiskal ga bom. Ne premikaj se. Nimam ničesar, prisežem pri Bogu. Prav, no, našli smo ga. Pravzaprav sta dva. To pričakujem, ampak smo ga dobili. Mislim, da je večinoma to zaradi dobrega počutja potnika, zaradi okoliščin, ker je bil trk čelni. Ljudje so rekli, da so ga videli, kako je stekel, kar je dober znak, ampak tudi adrenalin naredi svoje. Tako da res ne veš, kakšen je lahko dejanski obseg njegovih poškodb. Zato želimo samo poskrbeti, da je z njim vse v redu. In potem bomo šli po tej poti, to bo primer za avtocestno patruljo. Trenutno bom moral od njega dobiti še nekaj odgovorov. V redu, trenutno smo na poti do poročil, torej prijava strelov. Sosed je opazuje svojega soseda zunaj na dvorišču, kjer je streljal s pištolo v zrak. Trenutno so enote na kraju dogodka. Na dvorišču so našli 3 tulce, tokrat zahtevajo več enot. Iz prejšnjih izkušenj vemo, da ima ta tip težave z obvladovanjem jeze iz preteklih izkušenj z organi pregona. Upam, da bomo lahko našli mirno rešitev. In prisilil te bom, da pogledaš. Ja. A si resen? Človek, pusti me! Umakni roko z mene, človek! Človek, umakni roko. Dal sem ti svoj osebni dokument. Sprosti se. Prav, za trenutek bomo šli sem. Me boš izpustil? Pridi, poglejmo. Ja, izpustil me boš. Ne boš me izpustil. V redu, prebral bom njegove pravice. Kaj? Samo izvajamo preiskav. Trenutno niste aretirani. Ne pravim ničesar. Misliš, ga nočeš govoriti? Ne, dokler ne dobim svojega odvetnika. Tukaj sem, komen. V redu, prav. Hočeš, da sem peš, ampak... Boš ti, jaz ne bom. Aretiral me. Kako me boš aretiral? Samo pridržan sem. Kako me boš aretiral? V redu. Torej, je bil na tej točki že pridržan. Vzel sem tako imenovano puško z vrečastimi naboji. Torej, manj smrtonosno puško, za primer, če ne bi upošteval ukazov. Če me spustite ven, prekleto! Ne vidiš, da me obravnavaš, kot da sedim nazaj v avtu? Tukaj, samo sedi se. Človek, to je pa res ena neumnost. Samo pridržan si. Si bel in imaš privilegije, značko, a ne? To je to. Malo sem. Samo bodi cool. To je to. Samo plaven človek. Nimam niti čevljev na sebi, človek. Imaš čevlje na sebi. Človek, niti noge ne morem spraviti v čevelj, človek. Te ne morem spraviti noter. To je največji avto, kar ga imamo, stari. O, človek, to je neumnost. Večji kot Taurus. Bilo bi drugače, če bi jaz kaj naredil. V redu.
Želiš v taborišča? Vi si ženite neke vrste gluhote, človek. Nakladate. V redu, prav. Daj nogo noter. Bilo bi drugače, če bi se vam pridružil, fantje. Zamahani z nogo. V redu. Nismo želeli govoriti s sedlastim bojevnikom. V redu je. V redu je. Osebni dokument imam v žepu. Ne govoriš o svoji ideji. V redu je. Se bom malo odmaknil nazaj. Tako. Tako. So v dimniku za prižiganje oglja. Pravzaprav so 4, ena stoji po koncu tam spodaj. V dimniku za oglje jih je 5. O ne, še ena je tam. Ena je tam, ena je poleg nove tam, ena je tam. Torej imamo 3, 3, 4, 3, 6. Tam jih je 5, torej tip tukaj zunaj samo ureja brado in strelja z orožjem. PJ Keystone. Je sam doma. Imamo 9 izstreljenih nabojev na verandi. Več ljudi je reklo, da so slišali strel. Tako da ga trenutno obtožujejo hujšega kršenja javnega reda in miru. To je stopnja višje od običajnega kršenja javnega reda in miru, kar je v Južni Karolini kaznivo s 5 leti zapora, kar bi mu v primeru obsodbe na sodišču tudi dodatno prepovedalo posedovanje strelnega orožja. Očitno je omenjeno strelno orožje v hiši. Gre v zapor zaradi hujšega kršenja javnega reda in miru. In kasneje se bomo morali vrniti za odredbo za hišno preiskavo, da najdemo orožje. To je narednik Ethan Perkins. Prejel je prijavo o sporu med sosedi. Govorim o pržganih lučeh na avtu in na vseh teh stvareh. Pozdravljeni, gospod. Ste vi klicali? Kaj se dogaja? Človek, prišel sem ven do svojega avta in gospa, ki živi tam spodaj, tista stara belka, ki živi tam spodaj, je sedela v mojem avtu z zaprtimi vrati in vsem. To je live PD. Ste morda slučajno posneli kakšen video ali fotografijo njenega sina? Zgodilo se je tako hitro. Pognal sem jo iz svojega avta. Rekel je, da jo je prej videl stati prav tukaj. Prav stala je poleg mojega avta. Ko sem prišel ven, je sedela noter. Gospod, rekli ste, da ste jo videli sedeti tam v avtu. Rekli ste Filipu meni. Kaj? Kdo je on na tebi? Nišče, samo ostala je tam. Samo ostala je spodaj. Veš, kje tem spodaj je bivala? Ne, ja, vem, kje je. Ja, bivala je tam spodaj, v neki majhni hišici, tam zadaj. Ne, to ni moje kolo, to je moje. To je tvoje. V redu. Torej si rekel, da jo je videl. Veš, kje je bivala? V spremu sem jo tja dol. Bela ženska, temnopolti moški. To je bela gospa. Vedno jo vidim, ko hodi po ulici. 63. Sem zunaj, 130. Pravkar je padla, kot da bi se zlomila na mojem avtu. Ali bilo odklenjeno, ali veš za to? Ja, veš, jaz ne maram tega. Sam pustim vrata odklenjena. V redu, ja. Me vem. Res me ne skrbi zaradi tega. To je pač faks. Na ulici so večinoma študenti. Tako da ne to res ne skrbi. Seveda. Smo zunaj pri 46.648. Stanovanje šerifa. Mislim, da so vrata tukaj zgoraj. Res? Samo preveril sem. Ni bilo. Imaš prav. Stanovanje šerifa. Super. Hey. The Lamb. Adam Linkson County. Briljanten Richard County. Kaj se dogaja z vami? Nič, samo priletela je noter. Moja prijateljica se seli noter. V redu. Ali lahko govorimo s tvojo prijateljico? Da, Cheryl. Ja, dovolite, da govorim s Cheryl. Cheryl, pridi sem.
Kaj se je zgodilo s tabo v avtu tam? V redu. Neka punca me je pripeljala sem. V redu. Kaj ne? In ima hibrida. Hybrid? Ja. V redu. In poskušali smo dobiti neke moje stvari ven, vse je bilo zmečkano. In sem mi rekla, da bom vzela jaz. To je težko najdeti. Rekla sem, no, bom vozila jaz. Tako sem sedla na voznikov sedež. In moški je prišel iz hiše in rekel, pojdi ven iz mojega avta. Rekla sem, ti imaš hibrida. In rekel je, ne, to je moj avto, pojdi ven. Tako da sem izstopila, mislim. Ja, torej tvoj prijatelj, ki te je pripeljal sem. Kje je tvoj prijatelj, ki te je pripeljal sem, verjetno? Kako mu je ime? Ona je izgubila. Tik preden začneš pleniti. Nisem vprašal, kje je. Vprašal sem, kako je ime. Oprosti. Ne, vse v redu. Erika, njenega prinka, ne vem. V redu, razumem. Kje je zdaj? Ne vem, izstopila sem iz avta. Torej je ona vozila tisti avto. Je. Prej. V redu, torej te je pobrala s tistim vozilom, bil si na voznikovem sedežu, torej si ti vozil. Pravilno? Ko sva prišla sem dol. V redu. Kdaj si iz tega, da so te pobrali, prišel na voznikov sedež? Ona ga je vozila vse do tja. V redu. Seveda. In ona se je pelala mimo in rekla, ne vidim nobene hiše, ne vidim nobene, kraja. Ne, do vozne poti. In rekel sem, lej, tam je. Tam je. Tako je rekla, no, jaz ga ne vidim. Rekla je, če je tam ena, je previsoka, da bi moj avto lahko šel čez njo. Rekel sem... Mi tako. V redu, torej, ker si bil ti za volanom, imaš ključe? Ne. Nikoli nisem vzel ključev ven, ali pa jih nisem dal noter. V redu, imaš osebni dokument pri sebi? Ja. Sam počakaj trenutek, grem se na hitro pogovoriti z njim. Ja. Ampak to je bil hibrid. Oprostite. Izvolite. No, odlična novica je, da imamo tukaj detektivko De Andreti, ki nam bo razložila, kako je šla iz enega avtomobila v drugega, kaj ne? Prav. Ne vem, popolnoma sem zmedena glede vsega tega. Vsi smo zmedeni. Jaz pa si mislim... Ne vem, kaj se dogaja. Ja. A ni tako? To sem videla. Vsi smo zmedeni. Mislim, sliši se, kot da pravi, da jo je nekdo peljal tja. Pravilno. Za trenutek je zvenelo, kot da vozi ona, ampak ne, peljajo jo. In potem sede na vozniški sedež in na to ugotovi, da je tam. Tip pravi, pojdi ven iz mojega avta. Pravilno. In osebe, ki jo je pripeljala blizu tistega območja, trenutno ni mogoče najti. To je pravilno. In tako jo poznam. To je hibrid. In to je bil hibrid. To je hibrid. Zdi se, da sta bila morda oba hibrida. Če sta bila dva avtomobila. Tako je. Ne namigujem, ne pravim, da sta nujno dva avtomobila. Tako je, ampak zveni tako. Moja hibridna zasedenost. Pravilno. V redu. Narodnik Ethan Perkins. To je ta tip. Ker je rekla, da je bila v bistvu njena prijateljica Erika v tistem avtu. Zakaj bi bila potem na voznikovem sedežu? No, to je pač zgodba, ki sem jo dobil. Ne pravim, da ima veliko smisla, ampak v bistvu, ko so prišli tja, sta zamenjali sedeža. In potem je vozila ona. Torej. Rekla mu je, da jo je videl, kako stoji pred mojim avtom zunaj. Videla jo je, kako je šla od tukaj dol do avta. In rekla mu je, ko jo je vprašal, samo pogovarjal se z njo, je rekla, da je vse v redu. Videla jo je, kako je šla od tukaj dol in stala pred mojim avtom. Zdaj govori, da je bila z nekom. Oni sploh ne vozijo. Te ljudi vidim vsak dan, seveda. V redu. Ste bili od takrat v svojem vozilu? Ne, samo vrata sem odprl in pogledal. V redu. Nič ni bilo premaknjeno. V redu. Vzel sem svojo denarnico ven. Na srečo. V redu, razumem. Prav. Bom takoj nazaj pri vas. V redu, gospod. Imate ključe od tega avta pri sebi? So v hiši? V redu, v redu. In vaša punca, ona je ostala. Je zdaj tam? Ja, je, da je. Ni šla nikamor, ali kaj tasga. Spal sem, ravno sem se zbudil, seveda. Pripeljem se, da bi nekaj pojedel in jo vidim, kako sedi v avtu. V redu, v redu. V redu, torej prišel sem ven s tem gospodom. Ta gospod je rekel, da je prišel do svojega avta in v bistvu videl žensko, ki je samo sedela v avtu. Prišli smo sem, ker jo je že prej videl.
Ona pravi, da jo je v bistvu njen prijatelj pobral v tistem avtu. Na neki točki iz kakršnega koli razloga sta zamenjala mesta, tako da je ona sedela na voznikovem sedežu. In edino ime, ki mi ga je lahko dala, je bilo Erika. On je rekel, da je edina druga oseba, ki ima dostop do tega avta, njegova punca, vendar ima drugo ime. Torej, mislim, da je bila ona tam. V redu, prijatelj, kaj imaš? Samo se hecam z njo, v redu. Ja, mislim, njena zgodba nima veliko smisla. Verjetno bom šel na 67. Ne, in ves čas govori o hibridni glasbi. Ja, morali jo bomo poiskati. Res je, si z njim na prizorišču? Torej imam 851. Ne vem, mislim, da je rekel nekje blizu svojega avta. Vem. Tako bom naredil. Prosim, dajte roke hitro za hrbet. To je ženska, ki je sedela v avtu moškega, ko je ta prišel do svojega avta. Sedela je notri z zaprtimi vrati. Trdila je, da jo je nekdo pripeljal tja, vendar je moški vztrajal, da je ni pripeljal v svojem avtu. Zato so zaostrili ukrepe. Zagotovo se zdi, da policija sprejema njegovo različico dogodka. In ona je aretirana. Hvala, izvolite. Kar naprej bomo šli ven. In vse bom razložil. Hvala, cenim to. Kar povej. Rekel si, da se bo preselila sem. Ja. Morala bi se preseliti sem. V redu, morala bi se preseliti. Je bila trenutno v postopku selitve sem? Ja, v redu. Je prinašala stvari? Ja, v redu, sliši se dobro. Je že kaj prinesla noter? Ne, samo prvo. V redu. Jaz imam zunaj z 1080 pri 1131 pri Riverju. Subjekt Mike v roza kombinezonu oblečen kot zajček. Kaj je, stari? Odnesi moje čevlje gor, to sem jaz. Spet si ti. O moj bog, moji čevlji, poglej, moji čevlji to počnejo. To je vse. Kaj pa ti, kaj nosiš? Kaj? Kaj nosiš? Kaj za vraga? Kaj pa ti tukaj počneš? Kaj je vse to? To ni moje, zagotovo ni. To je moje. Ne dotikaj se tega, ne primi tega, ničesar se ne dotikaj. Kje ni? To je tista mama zdaj, vidiš, preveri mojo torbo, pridi sem. Postavi se k svojemu kolesu takoj, zavij v vilek. Tega ne govorim sebi. Paš odprte igle, prav, človek. Moje igle? Brat, to niso moje igle, brat. Bile so tvoji posredni posesti. Samo, ne, jaz sem, brat, to niso moje igle, brat. Kev! Sedi tukaj, samo sedi. Človek, to niso moje igle, stari, to je moja punca, stari. Imaš še kje pri sebi? Človek, lahko preveriš, stari, nijem ničesar več pri sebi, stari. Zakaj si danes v rožnatem? Pravkar sem to vzel iz banke, človek. Pravkar sem prišel ven in vzel to iz banke, stari. Verižica, moja punca bo pravkar blokirala banko. Kev! Ostani tam. Ostani tam. Ostani tam. Brate, no daj no, to niso moje igle, brate. Lahko pleveniš kri, pa nisem noben član tolpe ali kaj tasga. To ni moja igla, brate. Bilo je v vaši posesti, gospod. Sedite tukaj poleg mene. Samo usedel sem se tja. To je Michelangelo. Tisti tip, vse sem naredil, človek. Torej, tukaj si. Kakšen kristalni poluzaj meta? Ti boš. Kaj nosiš? Človek, uniforma Powerpuff človek. Človek, ki je dobil zajčjo obliko? On je magneti. Obožuje enodelne pižame. V redu. Človek, rekel sem, kot sem ga videl ga pustka, da sem se usedel prav tam poleg njega, stari. Hej, človek! Nekdo je med nami. Gospod Terry je obtožen posesti metamfetamina. Tako je, nima svojih papirjev in gre v zapor, tako kot ista punca iz Powerpuff Girls. Torej, ta avto pred menoj, preveril sem registrsko tablico in kaže, da ima registrirani lastnik začasno odvzeto vozniško dovoljenje zaradi pomanjkanja zavarovanja. Torej, ustavili bomo vozilo, to bo na Summerlin Road pri Parks Meadows,
Na srebrnem Nissan Centralu. Pomočnik šerifa Foley, šerifa urad okrožja Lee. Je to vaše vozilo, gospa? Da. V redu. Prikazuje, da vam je dovoljenje začasno odvzeto zaradi pomankanja zavarovanja. Ja. Ja. Samo na hitro, ali imate morda kartico za medicinsko marihuano? Da. V redu. Kje jo imate? Pravkar sem kadila doma, živim v Iowi. Ste pravkar kadili doma? Ja, sem. V redu. Lahko hitro stopite ven z mano? Zakaj ne prinesete telefona s seboj? Tako boste lahko tam poiskali svoje podatke, v redu? Želite poslovati osebno? Razumem. Če vam ni odveč, počakajte tukaj z mojim poročnikom. Hvala, gospod. Ko preverim registracijo, se pokaže, da nima zavarovanja prijavljenega pri zvezni državi Florida. Ima tudi začasno odvzeto vozniško dovoljenje. Prav tako mi je priznala, da je pred vožnjo kadila marihuano, zato jo bomo preiskovali tudi zaradi vožnje pod vplivom. V redu, medtem ko hodiš, naj se peta pri vsakem koraku dotakne prstov. Štej svoje korake na glas in ne nehaj hoditi, dokler ne zaključiš testa. Oprošči, moja kolena kar odpovedujejo za trenutek. Ne stopala, ampak kolena. Kar tresajo se. Res so krhka. V redu. Pripravljena sem kadarkoli. V redu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Obe koleni se mi tresajo. Oprosti. 9. In potem si rekla, naj se obrnem, tako mislim. To je, da me bo zmedel, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oprosti, moja kolena se res močno tresajo. Nažalost, verjamem, da ste danes pod vplivom marihuane. V redu, pridržani boste zaradi vožnje pod vplivom. V redu. No, kadili ste in vidim veliko znakov omamljenosti pri vas. V redu. Ali lahko verjamem, da ste nekoga poklicali? Ne, gospa. Ali sem kaj spregledal pri pregledu, kar bi vas lahko spravilo v težave? Ker tudi medicinska marihuana, če jo prenesete v zapor, gre za hujše kaznivo dejanje. Imate kaj pri sebi? Da. Kaž? Da. Kaj imaš? Gar. Kaž? Gar. Kaj je gar? Papir. Kot papirčki za zvijanje, je v njem kaj marihuane? Da. Kje je? Taks. Notri. V redu. Tako kot tam, kjer mislim. V redu, prav. Hvala, ker si bil iskren z mano. Odlično, ja, ta stran, odklenjeno je. V redu, to je joint, prav. In je v papirju, ali ti je zmanjkalo papirja? Ni papirja. In sem na svoji bradi. Joj, punca, spravljaš me ob živce. Tako da jo bodo odpeljali v zapor okrožja Lee, kjer bomo opravili alkotest, test urina in po možnosti oceno vpliva drog. V zaporu okrožja Lee jo bodo evidentirali zaradi vožnje pod vplivom. Vozilo bodo odpeljali s pajkom, ona pa bo morda dobila še dodatne obtožbe zaradi marihuane in tablete, ki so jo našli v njenem vozilu. To je bilo tako neumno. Poskrbela bom, da ne bo ničesar. Tega ne boš naredila. Sem že posnel slike tvojega avta, znotraj in zunaj. Točno tako, kot je bil. Vzel sem ves denar ven in ga dal v vrečko za dokaze zadaj. In gre s tabo v zapor skupaj s tvojo denarnico. Zakaj moraš to reči, kot da sem kriminalka? V redu, v zapor. Samo tja, kamor smo vstali in kamor smo šli. Kraj, kamor sem te moral pripeljati. V redu. To je tako čudno. Kje je tip, ki je to naredil? To je dobro vprašanje. Moški osumljenec, verjetno okoli 163 cm visok, brez majice, to je vse, kar imam. Tako je. To je verjetno njegov klobuk. In verjetno je šel tja dol na tisto zabavo. Ne vedo, kdo je bil. Ne vedo. Parkiral sem pri številki 41. Notri so kamni.
Vonjam plin. Vonjam benzin. Kot bensin. Je kot. Prepričan sem, da je bil benzin polit po avtu ali v avto ali nekaj takega. Zelo močno diši. V avtu je nekaj kamenja, diši po benzinu. Torej, moški hispanskega porekla, brez majice. Šel je tja. Ti tipi se zapel niso zmenili. Ne vem, če je bil to njihov avto ali pa kaj. Ne bodo več odprni vrat. No, zadela si čisto vsako okno. Videla si kamen v avtu in kup kamenja zunaj avta. In medtem, ko še naprej iščejo, kdo je to storil temu vozilu, bomo hitro skočili na kratek odmor, ampak smo še vedno na patrulji med napornim prazničnim vikendom, sobotno nočjo. Imamo 8 oddelkov in 50 kamer, nikamor ne pojdite. Vrnemo se takoj potem. Pojdi na prizorišče. Za zdaj je pomembno poročilo. Poglejmo, kaj ima namestnik Rose. Mislim, na tej točki, kdo ve, kam bi lahko šli? Kaj? Ne morem najti žrtve. Plošče za pomakanje. Oh, ne, nihče ne odpre vrat. Ne zdi se, da bi jih skrbelo. Zaradi tega in oni ne bodo več odprli vrat. Registracija na vozilu in emblemi sta bila prikrita, tako da sploh ne moramo ugotoviti, kdo želi. Kaj je rekla? Mislim, da bom pripeljal. Mislim, da sta dva iz avtomobila. Dobro tečejo. Ustavi se. Ne premikaj se. Utegni me, pridi sem. Prav, sta dva 6, zdaj je vklopljeno. Hej. Hej. Zakaj pa tečeš? Moja družina, tukaj so zame. Iščeš svojo kapo? Ti je padla? Ne, kaj? Kaj hočeš od mene? Moja družina. Tvoja družina, kje? Tam zgoraj. Tukaj. Ne. Govorite angliško? Ne, v redu. 40 oken. Ne, govorite špansko. Razbijate okna. Ja. Ja, našli smo ga. Sem zdaj tvoja družina? Ne. Tvoja hiša je številka 25. V redu.
Ampak morda je problem... To se je zgodilo tako hitro. Mislim, kakšne so možnosti, da ravno ti preiskuješ? V temi soseski vidiš nekoga, ki teče. Odlično delo z njihove strani. Vse ustreza opisu. Je v bližini kraja zločina. Vse se zdi, da se ujema. Nato pa pobegne ob prihodu policije. To je običajno dober pokazatelj, da si morda vpleten. Seveda bodo opravili preiskavo. Vse bodo ugotovili. Pripeljali bodo prevajalca, kot si omenila. To je res pomembno. Želim se vrniti tja ven. Vseeno. Ker je Kenny Fitzsimmons že na prizorišču v okrožju Richland. Želiš poslušati? V redu, ti ostani tukaj. Hey! Leave it! Smo 6-9 s tipom. Prišel nazaj gor peš. Govorila sem z ljudmi v tej hiši, ki so klicali zaradi tega doma in tukaj kričijo. In ona ima nekakšen prepir s tem tipom tukaj. Ja. In on, ne ta, ampak tisti, ki je zadaj v hiši. Je to 25? Ne, to je 25 od tega. To je drugačen dom. Pozdravljeni. Kako si? Bredo. Pravkar je vstopil tja. Pravkar sem ga videl. In pridem okoli vogala in zagledam nekoga obdanega s psi. V redu, lahko gremo poskusiti ugotoviti, zakaj je ta tip zbežal. Zdel se je, kot da ima krvavo ustnico. Ne, človek, moraš iti kmetu v stripu. Oprostite? Ime upravitelja. Matovo sodišče za potovanja. Oprosti, tukaj mi je težko in dobila sem njegove čevlje. Ime upravitelja. V redu. Pojdem tja v torek. Torek. Pojdi noter in vloži zahtevo za izselitev. Meni ne odpre vrat. Ne bom govorila z njim. Ampak, kot sem ti rekla, ni nič kaznivega. Ni šans. To je samo prepir med tabo in njim. No, mi dve se ne prepirava. Samo ni v redu. On ne bo odšel. Noče iti domov, noče iti nikamor, samo tukaj želi biti, da mi greni življenje. Zdi se, da ga mora dati seliti, potem pa teh težav ne boste imeli več. Ali ti psi vozijo? Rekla je, da so to sosedovi psi. Sosedovi psi, več jih je. Ne vem, kako mu ime. Torej, ta tip je samo pobegnil, kadarkoli si šel tja. No, hodila sva dol in vidva, da se vrača v to smer. Približno 4 prikolice stran. On izgine, vidi naju, se obrne in pobegne. Torej, stečemo za njim, ujamemo ga. Tip, za katerega je delo. Videti je, da imajo na telefonu prevajalca, da bi poskušali razjasniti svojo preiskavo z moškim, ki so ga pridržali zaradi vloma v avto. Razbili okna. Torej bo uničil avto. Očitno je tip šel do njegove hiše. Je rekel, da ga je treba razbiti, ter razbil okna. In mislim, da tip ni učel, zato je razbil okna. Torej, čigav je avto? No, bilo bi. Vprašal sem ga, kdo je lastnik avta. Vi si dobro, to je. Kje je on? Otrok? Kako je ona? Veš, kaj mislim? In on je pobegnil, zbežal je od tukaj. Ko sem udaril po oknu, je pobegnil.
Ne, brez osebja, grem s svojim očetom, neka mešanica je zunaj mode. Pobegnil je, ker je vedel, da mi dolguje za moje delo zanga. Redo. Redo. Skoraj kot da smo malo zmedeni, ker je rekel, da je tip pobegnil. V redu, ja, tudi jaz sem tako mislil. Verjetno zato, ker je bila policija tam, tako da tudi jaz ne vem, če se boji tudi policije. Ja. No, vin ploščica je prekrita in tablice so odstranjene z avta. Tako da lahko premaknemo kombi. Lahko premaknemo avto. Moja osebna izkaznica. V redu, ja, cenim, da prevajate. Naredili bomo še malo več, poskušamo ugotoviti, kaj lahko naredimo. Če me pustiš tam na istem mestu, me bo ubil. V redu, prijatelj, hvala. Pojem pogledati, če lahko ugotovim, ali je to izginilo in preverim. Ja, ni nič narobe, če odpreš vrata, premakneš in odkriješ kombi. Oprostite, lahko najdem sobo? V redu si. Trenutek. Sapona, ne, zdaj lahko počakaš. Morda teci, ja, čakam na to. Ja, vsi živijo tukaj. Morda sem tukaj našla potencialno pričo. Zakaj bi razbil svoj avto? Kaj pa, če ni on tisti, ki je razbil? Ja. Rekel je, da je on... Ne, od jeze. Resno. Od jeze? V redu, torej niste ničesar videli in ničesar ne veste o tem. Bred. Oba pravita, da je ta avto pripadal njemu. Ni proti zakonu, če uničiš svoje stvari. Zakaj je pobegnil? Nisem se ravno veselil večernega teka. V redu, malo pa res. V redu, iz tega sem potegnil največ, kar sem lahko. Torej, očitno posameznik pravi, da je to njegov avto, odločil se je, da bo prišel ven in vrgal kamne v svoje vetrobransko steklo. Tako, da ga bodo izpustili. In s tem bo konec. In moški, kdo so oni tebi? Prekleto, počakaj. Tista ženska tam in moški, kdo sta tebi? Moja družina, v redu. In rekel si, da avto pripada tipu, za katerega delaš. To je čudno. Narednik Fitzsimmons iz okrožja Richland očitno zasleduje to vozilo. Gremo ven iz mesta. Peljemo v nasprotno smer, iz mesta z dvema vozli, prečkal je cesto, v redu. Približujemo se Alpin. Naravnost skozi Alpin, še vedno gre ven z dvema vozloma. Sporoči mi, kaj pride nazaj za tablico. Hitrost je 63. Medtem ko sem stal pri rdeči luči, je ta avto prehitel mimo mene, po sredini, in zapeljal skozi rdečo luč. Vse enote, odzovite se, nastavim 200 in sprostim 23:11. Prehajam skozi Raven Road, še vedno grem ven z dvema vozloma. Pravkar je zadev sredinski ločilni pas. Fiesa. Počela mu je sprednja leva pneumatika. To je 946 upočasnjuje, obrača pri približno 80 km/h, še vedno dva voza navzven. To je običajno med seboj. To je bilo posodobljeno.
približujete se cesti Spring Valley. Dva voza na vzlom, hitrostnik 4-5, rahlo promet. To je mož Davida. Nekdo naj mi pove, na koga je registrirana ta tablica. Obe pnevmatiki na voznikovi strani sta prazni. Izgledaš kot Elda, ne pa kot tvoj nož. Nazaj na 2000 krogov, seveda. Ja, vidiš, lahko da sta obe pnevmatiki na voznikovi strani prazni. Bum, pravkar je zadev avto. Ne premikaj se. Pokaži mi roke! Pokaži mi roke! Pokaži mi pokrajino! Izstopi iz avta! Izstopi iz avta! Ležijo tam. Na tla, naredi, kar ti rečem. Lezi popolnoma na tla. Roke za hrbet. Ugotoviti, kako ustaviti ta avto. Dovolili ti bomo, da ga ustaviš. Dvignili te bomo, si pripravljen? Kam gremo, Stuart? Nagini loko, ne dobivam, prisežem pri Bogu, poskušajo me ubiti. Greš v zapor. Poskušajo me ubiti. Vstopiš v avto, greš v zapor. Prav zdaj me poskušajo ubiti. Poskušaš. Pravkar mi je rekel, naj to storim. Rekel mi je, naj se zaletim z nekom. Razpisali so nagrado zame. Imam čip v glavi. Prav. Prisežem pri Bogu, to je legalen čip v moji glavi. Prav. Ne morem iti v avto, prisežem pri Bogu. Ustavi se, ne morem iti do svojega avta. Ubil ga bom. Resno, da lahko sprostiš kanal. Hej, nekdo pogleda še kakšen avto? Wow. Prav. Vidite, da adrenalin še vedno dela, kot kažejo stare čevlje tam. Nisi bil v avtu? Bil sem v avtu. Si v redu? Ja, v redu sem. V redu, hvala Bogu. Hvala. Hvala vam, gospod. Oprostite! Hej, samo eno osebo v vozilu. Imamo ga. V redu. Tako da sem samo sedel pri rdeči luči. Ta tip me prehiti po srednjem pasu. Nimam pojma zakaj. Tukaj zavijal to parkirišče, voznik je že tukaj. Morda je zapeljal na stransko parkirišče tukaj ob strani stavbe. Tako da samo sedimo pri rdeči luči. In ta avto se samo vozi naokoli. Vozi zelo nevarno. In zapelje skozi rdečo luč v nasproti vozeči promet. Poskušal sem ga ustaviti zaradi prometnega prekrška, da bi ga vprašal, kaj se dogaja, pa se preprosto noče ustaviti. Nadaljuje z vožnjo, zadene robnik in preluknja obe pnevmatiki na voznikovi strani. Nažalost, na koncu trči v avto na Stradinskem otoku. Na srečo, nihče ni poškodovan. Potem tip zapelje čez travo in naravnost v steber. Ne izgleda, da bi katero od stekel na oknih počilo, kar je dobro. Ampak pravi, da je v njegovi glavi slišal glas, ki mu je rekel, naj pobegne.
V redu, to je bila potencialno zelo nevarna situacija. Na koncu smo imeli srečo, da nihče ni bil poškodovan. Ampak vseeno, ta tip je, veste, zadev nedolžnega voznika, ker ni hotel ustaviti. Vsakič, ko to vidim, mi je vse manj jasno. In potem, seveda, krivi policijo, kaj ne? Pravi, skoraj ste me ubili. Pravzaprav mislim, da imamo tukaj trenutek tik preden zadene tisti avto. Torej, je sredi pregona. Obe pnevmatiki na levi strani. Ja, ima obe pnevmatiki na voznikovi strani prazni. Pravkar je zadev avto. In zdaj morata trgovski center in lastnik podjetja prenašati škodo na lastnini. Vse to bi se dalo preprečiti. In veste, pravi, da izstopi iz avta in govori o tem, da ima čip v glavi in tako dalje. Začneš razmišljati, v redu, tukaj je morda duševna bolezen in tako dalje. Ampak to ne spremeni nevarnosti za policiste in druge ljudi na cesti ter za osebo, ki je pravkar nekdo trčil v avto. Vprašanje postane, če je duševno bolan, kako je prišel do tega avta? Situacija, kot je ta, kot si rekel, je zelo nevarna. Predstavljaj si, če bi nekdo hodil po tistem pločniku. Spravite bomo iz tega avta, dali te bomo v kombi, ki je malo večji, prav, da ne boš tako utesnjen. V živo iz okrožja Richland s narednikom Kennyjem Fitzsimonsom, ki se pogovarja z osumljencem, ki je pravkar pobegnil pred njim, trčil v drugo vozilo in nato šel v stavbo. Vseeno greš v zapor, ampak te bomo prestavili v večje vozilo za osebo, ki te bo dejansko peljala, prav? Lahko snamete lisice? Ne, aretiran si človek. Hej, stopi ven, naj jih prilagodim, da ne bodo tako tesne. Hitro sem jih namestil. Stopi naprej, da jih prilagodim, da ti ne bodo tako neudobne. V redu, mislim, da nisi slab človek, samo slabo odločitev si sprejel. Ali pa si naredil, kar so ti rekli. Kar, obrni se. Slab. To mora biti počakaj. Samo sem. Te stvari niso nič posebnega, lahko se zamenjava. Spomni se, osumljenec tukaj je govoril o čipu v glavi in je bil zelo prestrašen, da bi vstopil v vozilo. Torej, zdi se, da ga bo narednik Fitzsimons premestil v večje vozilo, vendar ga bodo vseeno prepeljali v zapor na takšen ali drugačen način.